Tokrat v občinskem informatorju pred občani razblinili dvome o Magni. Varuhinja človekovih pravic znova opozorila na stiske v Mariboru. Na nevarnosti med vožnjo opozarjali v Vuzenici. V salonu uporabnih umetnosti rušili stereotipe istospolnosti. Ko Kmetič praznuje, mariborsko gospodarstvo okreva. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Hočah, kjer se je na javni predstavitvi projekta Magna zbralo okoli 150 ljudi. Predstavniki avstrijskega avtomobilističnega giganta, lokalne skupnosti in drugi pristojni so zbranim predstavili kronologijo ter načrte gradnje. A predstavitev je potekala v senci tihega protesta 3 občanov Slivnice, ki se bojijo, da bodo zaradi širitve v drugi fazi gradnje izgubili svoj dom. Dvorano je napolnilo okoli 150 ljudi. 3 občani Slivnice pa so s transparenti tiho stali v ospredju in dočakali mikrofon. Skrbi me, da ne bomo opeharjeni, da bomo odseljeni, preseljeni, brez vednosti javnosti. Ne spimo. Pozna se na našem otroku. Naš otrok se po noči zbuja, kriči, sprašuje, ati, kam bomo šli, bom še videl svoje prijatelje. Mislim, meni se to ne zdi fair. Cenilec je njihovih 2000 kvadratov posesti z 58 kvadratnimi metri bivalnega prostora, gospodarskim poslopjem in okolico ocenil na 58 000 evrov, kar je zanje nesprejemljivo. Župan jim je na srečanju javno obljubil, da bodo našli rešitev. Prvi sestanek je bil v četrtek pred 1. novembrom. Vmes smo tudi, o zadevah obvestili tako investitorja kot ministrstvo, seveda v zadevi, da najdemo rešitve. Mislim, da so tudi sami stanovalci ponudili eno izmed rešitev in verjamem, da če je to rešitev, če bo držali to, kar je bilo ponujeno, pa lahko najdemo že jutri rešitev, če ne bomo pa iskali druge rešitve. A verjetno ne kar čez noč, poudarja, saj so se morali tudi s kmeti večkrat sestati, da so našli kompromis. Večina krajanov je zadovoljnih, da tovarno končno gradijo, da se obetajo delovna mesta, a dvomi bodo popolnoma razblinjeni, ko se bodo prepričali v obljube. Pri teh odpadnih vodah se vedno pojavlja problem, kako se to čisti. In to, kar so povedali, to je bolj pavšalni odgovor. Moje osebno mnenje je, da je ta projekt vsekakor velik doprinos, s tem, da je seveda potrebno nadzorovati, samo naj se v bistvu začne na nek način, pol bomo pa videli, ali bomo veliko hvalili, ali bomo imeli veliko negativnega zapovedati. Upam, da bomo hvalili. Bodoči šef Magnjenega obrata v Hočah je občanom ponudil dostopnost na infotočki v stavbi nekdanjega stavbarja vsak petek od 13 do 14. Ne glede na videne transparente in slišane dvome, pa je prepričan, da so med občani dobrodošli. Ich habe mich heute eigentlich sehr willkommen gefühlt und eine positive Stimmung gespürt. Zagotovil je, da domačinom ponujajo službe že v prvi fazi, ko se odpira približno 400 delovnih mest. Wir suchen ja schon Mitarbeiter und wir suchen auch lokal. Das heißt, wir suchen nicht in Österreich Arbeiter für das Werk in Slowenien. Še eno vprašanje v imenu lokalnih delavcev. Sprašujejo se, ali bodo plače pri nas bistveno nižje, ker velja drugačen standard, kot velja v Avstriji. In allen unseren Werken passen wir uns den lokalen Gegebenheiten an und wir bezahlen einen guten Lohn. Tovarna v Hočah bo stala konec prihodnjega leta, proizvodnjo pa naj bi zagnali v prvi četrtini leta 2019. Minulo sredo je Maribor ponovno obiskala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Skupaj s svojimi namestniki je poslovala v prostorih mariborske občine. Sestala se je z 41 posamezniki, ki so se prijavili na pogovor. Varuhinja človekovih pravic ocenjuje, da drastičnega izboljšanja stanja ni, čeprav se je brezposelnost znižala. Od zadnjega obiska smo ugotovili, da je prav, da smo prišli, ker je še več pobudnikov kot prvič.
Na račun občine sicer ni dobila pripomb ali graj, so pa na udaru nekatere druge institucije. Očitno je pravosodje tisto, ki v celi Sloveniji mora vzbuditi spet neko večje zaupanje ljudi. Ljudje bi rabili več brezplačne pravne pomoči, to ne velja samo za Maribor, ampak tudi za druge občine. Ob tem pa je poudarila, da je bil obisk prekratek, da bi lahko sprejelo vse, ter pozvala, naj jo kontaktirajo po drugi poti. Naj sede in nam napiše pismo. Lahko je lastnoročno napisano, lahko je tudi na računalnik, kar je bolj sodobno, vendar če ne zna, ni moteče. Lahko tudi pokliče na našo brezplačno telefonsko številko. Na splošno pa ocenjuje, da skupnih točk pri problemih ljudi ni, saj vsak primer prinese svojo zgodbo. Med teme, ki jih še ocenjuje kot problematične, sodijo oskrba ostarelih in dolge čakalne vrste v zdravstvu. Ali se v vsakem trenutku vožnje zavedamo nevarnosti, ki nas lahko stanejo življenja? Na to so znova opozarjali v Vuzenici. Predstavniki občine, Sveta za preventivo in vzgojo, Javne agencije za varnost prometa in policijske postaje Radlje ob Dravi so pripravili osveščevalni dan za osnovnošolce in starejše občane. Že pri 50 km/h je lahko za potnike v avtu usodna ženska torbica. Če je ne damo na tla ali zapremo v prtljažnik, lahko ob trku ali nenadnem močnem zaviranju silo 50 kg udari ob potnike. To je le en primer nevarnosti, na katero običajno pozabljamo. Za nas itak, zato ker že stvari pozabljamo in je prav, da jih se obudimo. Pa še bolj bom pa rekla, da je to pravilno, da je organizirano tudi za šolo. Za mlade moje vnukinje je prišla vsa navdušena in vem, da so precej odnesli in prometa je kar precej in če le nekaj odnese, je to dobro. Tako da čudovito, da se to organizira. Vsako leto grem, tako da čujem vedno, tako da mi pravzaprav ni novo, samo obnovimo pa vseeno. Ja. Je koristno, da se obnavlja znanje. Zakaj je to pomembno? Ja. Da ne spravljamo druge nevarnost pa sebe. Obnovili so cestno-prometne predpise, pravila o krožiščih, posebej pa poudarili pomen predvidevanja v prometu in upoštevanja novosti. Recimo ta sprememba zakona o pravilih cestnega prometa, razvrščanje primerov zastoja na avtocesti, ko se seveda vozniki lahko pomaknemo na odstavni pas, kar prej ni bilo mogoče. Gre za tako imenovani reševalni pas. Kljub temu, da gre za novost, jo večina voznikov spoštuje, medtem ko se še vedno pojavljajo klasične napake in kršitve. Pozabljamo to, da na cesti nismo sami, se pravi, da ne ravnamo tako, kot se od nas pričakuje. Predvsem bi tule dal poudarek na neuporabo telefona, se pravi, da med vožnjo res opazujemo, spremljamo promet, ne da telefoniramo, ne da delamo druge stvari. Ker se dnevi krajšajo in se vse hitreje zmrači, so zbrane opozorili, naj kot pešci poskrbijo, da bodo dobro vidni. Vsako leto pripravimo to obnovitev cestno-prometnih predpisov in pač nekako izbiramo teme, ki so aktualne. Letos smo dali neki osrednji poudarek varstvu starejših udeležencev v prometu, ker temu je namenjena tudi ta prireditev, ki jo pač organiziramo skupaj z Društvom upokojencev in Društvom Invalid. Dopoldne pa so osveščali otroke, tako da se je pomena varnosti v prometu znova spomnilo okoli 200 krajanov in krajank. Bolj vidni postajajo tudi zagovorniki svobodne izbire partnerja. Predstavniki Mladinskega kulturnega centra Maribor in društva Legebitra so v salonu uporabnih umetnosti pripravili regionalno konferenco. Kaj pa ti opaziš? Spolna usmerjenost in naša družba. Smo ali še vedno nismo tolerantna družba? Razumemo in sprejemamo drugačnost ali se držimo tabujev? Opažanja so različna. Mislim, da najhuje, kaj se lahko naredimo kot družba, je, da se pretvarjamo, da je vse v redu na vseh področjih, ker tako družba ne more rasti. Jaz sem zelo ponosna na Slovenijo, ker mislim, da smo naredili izjemno velike korake v zadnjih letih in sem tudi ponosna na vse Slovence in verjamem, da je velika večina ljudi je dobra po srcu, je strpna, razume, da je ljubezen. Tisto, ki pa še niso, bomo pa prepričali, da mi nismo nek tabu in da lahko vsi skupaj super živimo. Verjetno sodiš med tiste prve primere, ki orjejo ledino na nek način na tem področju, torej poroka in življenje v istospolni zvezi. Kako je na tak način živeti v tej majhni Sloveniji? Jaz sem sreča, mene okolica izjemno dobro sprejema, naju obe. Absolutno so tudi kakšni negativni glasovi, ampak ki tudi znajo biti zelo glasni, da se razumemo.
Ampak jaz mislim, da če enkrat začnemo njih preveč poslušati, da potem spregledamo vse tiste, ki pa so na naši strani. In jaz se poskušam fokusirati na pozitivno in vse tiste, ki so pač negativno nastrojeni, upam, da bo jih kdaj minilo, no. Z osveščevalnimi programi, večeri predavanj, okroglih miz in podobno predstavniki LGBT skupnosti s podporo lokalnih in mladinskih organizacij skušajo odpirati razumevanje širše javnosti. Verjamem, da smo tolerantni, zmerom bolj, še posebej eno takih večerov je ravno ta dokaz, da imamo sploh to priložnost, da ga izvedemo. Naprimer je zelo pomembno, da veliko ljudi o tem govori, namreč če nekoga, rečemo tako, v živo spoznaš ali pa saj nekako približno, je lažje. Razumeti osebo, razumeti, da ni tako drugačna, kot se morda komu zdi. Za vse, ki se zaradi svoje spolne usmerjenosti bojijo odziva družine, prijateljev in družbe nasploh, pa so takšna srečanja tudi omogočanje varnega zatočišča. Z temi okroglimi mizami želimo malo razpravo prenesti tudi v lokalna okolja, ne samo morda tako, kot nekateri mislijo, samo na Ljubljano ali kot nekaj LGBT svet pa obstaja samo v Ljubljani. Ne, ni res. Po celi Sloveniji je, vse posod so posamezniki, posameznice. Z pogovorom, s tem, ko pač povemo, da smo, da obstajamo, da v bistvu spadamo tudi del to družbo, da soustvarjamo družbo, nekako poskušamo graditi družbo bolj strpno, sprejemljivo in olajšati življenje marsikomu okrog. O vlogi stereotipov in razkrivanju spolne usmerjenosti je predaval Roman Kuhar, dekan ljubljanske filozofske fakultete. Osveščevalni večeri v Mariboru pa se bodo še vrstili v sklopu programa Maribor skozi rožnata očala. Kako je, ko kmetič praznuje? Veselo, pisano, pojoče in plesno. Tako je bilo v Rušah, kjer so pripravili srečanje folklornih skupin. Plesali so v parku pred občino, pa tudi v Domu kulture v Bistrici ob Dravi. Ko kmetič praznuje, so zapisali v skupni naslov srečanja folkloristov, ki so z nastopi in sproščenim druženjem širili dobro voljo ter ohranjali kulturno dediščino. Njegujemo i čuvamo običaj našega mjesta, imamo predivne narodne nošnje, često putujemo po svijetu i promoviramo naš kraj, našu Hrvatsku, našu Slavoniju. Oder so si delili tudi s plesalci skupine Die Lustigen Seirer iz sosednje Avstrije. V želji po negovanju prijateljstva onkraj meja so jih v goste povabili domačini, ki plešejo v 2 skupine, Korenine in folklorna skupina Bistrica ob Dravi. Iz sosednje Avstrije smo že nekoliko prej navezali stike in smo prav gotovo zelo veseli, da so se odzvali našemu povabilu, pa tudi za hrvaško skupino Bizovac smo slišali veliko lepega, zlasti njihove poskočne plese, prekrasno narodno nošo in smo se odločili, da nekako navežemo prijateljske odnose tudi s to skupino. Domačini so nastopili s prekmurskim spletom, skozi katerega so prikazali kmečke običaje in praznovanje ob spravilu dobre letine pridelka. Mariborsko in gospodarstvo v regiji okreva, sledi iz statističnih podatkov in mnenj strokovnjakov. O razmerah na področju podjetništva se je Andrej Okreša pogovarjal z direktorico Štajerske gospodarske zbornice Aleksandro Podgornik. Ocenila je, da je črne scenarije pregnal optimizem. Glejte, lahko rečemo, da je optimizem prisoten. Jaz mislim, da smo prišli na tisti najnižji nivo, ne? Prišli smo tudi do tega, da pač gradbeništvo in pa ostale panoge imajo v bistvu skozi to še zdaj dodatne izzive in jaz verjamem, da gremo zdaj še samo gor. Jaz mislim, da zadnje 3 leta smo mi že preko izvoza, preko pokazatelja izredno dobro zaznali, da smo v nadpovprečju, če govorim za Podravje, če pa to apliciram na Maribor, pa prav tako. In na vse zadnje smo zdaj pred kratkim tudi imeli en velik projekt, kjer smo prav podjetja, ki so izstopali, dodatno analizirali in ugotovili v bistvu, da imamo izredno dobre rezultate. Izredno dobre rezultate in jaz sem prepričana, da se bodo ti rezultati tudi iz leta v leto izboljševali. Seveda je zavisi od tega, kakšen bo izvoz, ne? Ker načeloma vemo, da Slovenija ali pa tudi ne Maribor ne more samo poslovati v svojem lokalnem okolju, ampak se usmerjamo navzven in skozi to seveda
je pomembno, da so seveda vsi trgi odprti, da se v tujini in pa v tistih bližnjih trgih, če se apliciram seveda na manjša podjetja, čim več stvari odpirajo in da se ne dogajajo kakršnikoli seveda težave ali pa nemiri, ki bi lahko na nek način dodatno destimulirali izvoze. Je prav kriza prisilila podjetja, da so se, bomo rekli, nekoliko streznila, nekoliko obrnila navzven? Res je. Mi smo imeli v času krize kar nekaj podjetij, oziroma večino malih in mikropodjetij, razen seveda tiste start-upe in ostala podjetja, ki so bila zelo lokalno odvisna. Naenkrat se je ta trg toliko skrčil, seveda sredstva niso bila več prisotna, tudi investicij ni bilo, ne, v smislu tudi teh lokalnih skupnosti. In skozi to seveda bila podjetja prisiljena seveda se odpirati, iskati nove rešitve in to se seveda nam na zbornici izredno pozna. Ja. Zdaj, če naj jo poslušajo seveda gledalci, ki so brez dela, ne, bodo rekli, da tega ni opaziti. Glejte, jaz pa sem prepričana, da mi zdaj v tem trenutku imamo izredno dosti poklicev, ki so zelo iskani. Zelo iskani so poklici in jaz mislim, da se bomo mogli izredno dosti ukvarjati s tem, da bomo tudi šolski sistem znali primerno oblikovati, seveda z vidika nacionalnih politik, da bomo prav tisto, kar za podjetja največ rabili, da bomo tudi tukaj imeli poklice. In jaz sem prepričana, za te poklice bi bilo potrebno seveda še dodatno stimulirati, mogoče s kakšnimi štipendijami še dodatno. Govoriva predvsem o tehničnih poklicih, ki pa so v porastu že. Govoriva o tehničnih poklicih, govoriva o turizmu, govoriva o zdravstvu, govoriva o marsikaterem poklicu zdaj, ki je izredno iskan. Na vse zadnje, vi tako veste, se dosti govori in moram reči, da tudi je že kar dosti napeljano v smislu aktivnosti, da se bi določeni investitorji tukaj pojavili, kar pomeni zopet, da bojo zopet novo povpraševanje, ampak po tistih poklicih, ki zdaj v tem trenutku seveda so že v povpraševanju strani naših podjetij. Moram pa vas vprašati, ste zadovoljni z ukrepi vlade? Vedno, ponavadi, mislim, da kako leto, dve ali koliko nazaj smo se pogovarjali, nismo bili. Je vlada za podjetja naredila tisto, kar bi podjetja pričakovala? Glejte, mi imamo seveda že skozi to, strani Evropske unije možnosti, da črpamo kohezijska sredstva. Jaz sem tudi tam podpredsednica Sveta regije, mi smo takrat imeli en velik projekt, kjer je pa vlada ravno rekla, ne, regija oziroma lokalne skupnosti ali pa Svet regije ne bo odločal o teh projektih. Kar pomeni, da zdaj seveda delajo na nacionalni ravni, se delajo določeni ukrepi. Mi se bomo zdaj prijavili na strateška razvojna partnerstva, kar pomeni, da oblikujemo eno skupno platformo prav za podjetja, da se začenjajo tudi združevati na temo krožnega gospodarstva. In vi veste, en lep primer je, mi imamo zelo uspešna podjetja tudi na občinski ravni, ki pa prav na krožnem gospodarstvu iščejo svoje izzive. In ravno z tega vidika se bojo marsikatera sredstva seveda ponudila. Če pa me tako vprašate, ali smo zadovoljni z ukrepi, seveda nikoli ne bomo zadovoljni z ukrepi, ker še vedno ima podjetja, ki rabijo, ki imajo ene potrebe, ukrepi pa dajo mogoče na nek način skušajo skozi to seveda zadovoljiti druge potrebe in še vedno bo neka vrzel ostala. Na kratko, če rečeva, optimizem velja? Jaz mislim, da optimizem velja. Jaz sem prepričana, da bomo s tem še dodatno spodbudili podjetja. Ukrepi določeni že obstajajo in glede na to, kar jaz vse poslušam in glede na to, kar komuniciramo na zbornici, sem prepričana, da bojo podjetja z leto boljša. Hvala lepa. Prosim. Ta konec tedna bo pester. Nocoj ob 20. se v Mariboxu obeta slavnostna predpremiera filma Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. Filma, ki je poklon Štajerski, ki je poklon režiserja Marka Naberšnika, Mariborčana, svojemu mestu. Poglejmo si izjavo. Ogledati si v film v tem mestu, kjer je nastajal, bo nek svoj čar za vsakega, ki tukaj živi. Tako da jaz bi rekel, vsi, ki so Maribor tako ali drugače srečali in videli, je zanimivo, da si film pogledajo, ker ga bo videli v neki novi luči.
V soboto 11.11. ob 11. se bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru pričelo tradicionalno martinovanje. Od 11. naprej bodo martinovali tudi v Selnici ob Dravi, odkoder se bo na vinski vrh s kočijo odpeljala tudi jabolčna kraljica. V Rušah se bo martinovanje s pohodom na vinsko pot pričelo ob 12. Ob tem pa naj prijazno opomnimo, vozijo naj zgolj trezni. Želim vam prijeten konec tedna. Nasvidenje.